Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Kot vidite, je tukaj takoj Antonio Costi iz naše aplikacije Awesome Telling. Skratka, preden začnemo govoriti o naši aplikaciji, moramo govoriti o eni stvari, ki se me bo, po mojem mnenju, dotaknila in nas je že dotaknila tudi glede aplikacije. In potem bo to verjetno tema razprave, mislim, za veliko youtuberjev in nasploh. Sodba sodišča, četrti oddelek Evropskega sodišča z dne 2. julija 2026 dejansko uvaja restriktivne ukrepe. Kar zadeva ukrepe Ruske federacije, ki destabilizirajo razmere v Ukrajini. V čem je bistvo? Prepovedano je razširjanje vsebin pravnih oseb. Obstaja celoten seznam v bistvu vseh spletnih strani, časopisov in tako naprej. Ruske spletne strani celo s kazensko odgovornostjo za posameznega državljana. Torej, če na primer vzameš in ponovno objaviš nekaj iz RIA Novosti, oni pravijo spletna stran, potem pa govorijo tudi o spletni strani, ki zbira sredstva. Tudi samo donacije, to je seznam, da si lahko predstavljaš, noter so mediji, kot je Russia Today in tako naprej, to je seznam virov novic. Zelo je nejasno, v smislu, tudi sam sem precej zaskrbljen, ker kaj se zgodi, če komentiram, kot se je zgodilo pred 3 dnevi, zemljevid, ki so ga predstavili Putinu. To je zemljevid predstavljen na ruski televiziji in tako naprej. Medtem ko jo komentiram, jo celo ovržem tehnično gledano, za to stvar tukaj, če jo objaviš na spletni strani, ne vem, ali je to povezano samo z vprašanjem donacij, ampak mislim, da ne, tehnično gledano tudi samo ovržba. Vir te vrste sproži ta učinek tukaj. Meni se zdi to malo neumno, v smislu, zakaj mi jih potem ne blokiraš? Ne, blokiraj mi dostop, jaz jih ne vidim, kot so naredili pri drugih stvareh, kot to počnejo tudi Rusi sami. Ampak ker mi jih ne blokiraš. In jaz lahko brez težav grem na RIA Novosti in tako naprej, če samo znova objavim povezavo do RIA Novosti. Potem ni pomembno, ali govorijo o vremenu, ali pa pravijo, da je Rusija prišla do Lvova. Že samo dejstvo, da si to ponovno objavil, ti povzroča težave. To stvar je po mojem mnenju treba preveriti, zdaj bo govoril Antonio, ker mi zaradi preventivnih razlogov, ker v aplikaciji analiziramo tudi ruske vire, že samo njihovo ponovno objavljanje, analiziranje in predstavljanje nam lahko po tej odločitvi povzroči težave. Tako je. Dober večer vsem. Zdi se tako, seveda je to sodba Evropskega sodišča izpred nekaj dni, ki pa se sklicuje na vrsto uredb iz leta 2014, vendar pa v bistvu na podlagi te sodbe oni, recimo tako, uvajajo koncept, da dejansko ni več mogoče na noben način, kot kaže, ponovno objaviti. Ali povezovati, ali citirati novice, ki prihajajo z tega črnega seznama, z tega seznama prepovedanih. To je uradni seznam, ki ga lahko najdete na spletni strani Evropske komisije in se nanaša na nekatere medije Ruske federacije. Mimogrede, še ena čudna stvar je, da pravzaprav niso vključeni vsi mediji Ruske federacije. Tam so zagotovo glavni, kot sta Russia Today in drugi, vendar pa obstaja še cela vrsta drugih organizacij, ki so prav tako podrejene režimu iz Moskve, ki pa niso na tem seznamu. Torej, je z njimi, recimo tako, mogoče brez težav delati, jih je mogoče navajati, točno tako kot prej. Tudi to je nekoliko čudno, česar ne moramo razumeti. Kot je rekel Mirko, tukaj sodišče pravi, da to vključuje tudi fizične osebe, ki širijo prepovedane vsebine, torej ne samo ponudnike novic, časopise in podobno. Prek spletne strani, ki se financira izključno z prostovoljnimi prispevki tretjih oseb, ne glede na to, ali je dejavnost komercialna ali ne. Naj dam primer. Zdaj bloga praktično ne uporabljam več, ampak če bi mi nekdo nakazal 2 evra donacije na spletni strani Parabellum in tam komentiram novico agencije RIA Novosti. Tehnično gledano, ne glede na to, ali je dejavnost komercialna ali ne,
lahko te ujamejo zaradi teh stvari. Mislim, da je to popolnoma noro. Ker če jih želite cenzurirati, jih blokirajte, vendar ne prelagajte odgovornosti na posameznika. Tudi zato, ker nekdo nekaj objavi, nekdo drug to vidi, recimo 60-letnik ali 70-letnik upokojenec na Facebooku, vidi novico, morda je prorusko usmerjen, mu je novica všeč. Prum jo deli naprej, tehnično ga lahko ujamejo zaradi te stvari. Zdaj, seveda, zakon, kot vemo, je mogoče razlagati, potem bodo verjetno primeri, kjer se bo uporabljal, kjer ga bo težko uporabiti, ker mora biti nujno prisoten ta vidik, da se financira prek prostovoljnih prispevkov. Torej, če niso prostovoljni prispevki, potem je v redu. Mislim, res se mi zdi ena velika zmeda, ki povzroča veliko težav, in to nas je prisililo. Da smo dejansko sprejeli nekatere ukrepe, Mirko, imaš prav, stvar je zdaj takšna. Recimo, seveda je sodba prišla ven pred kratkim, zato jo moramo tudi mi, moramo jo bolje razložiti. Bodo mnenja, kot praviš ti, vse skupaj, vendar pa se zdi, da je ta sodba dejansko slabša za ta koncept. V smislu, da je sodišče Evropske unije pojasnilo, da je koncept, tisto, kar so nam dali, koncept operaterja, je treba razlagati v širokem smislu. Torej, pravim, ta prepoved dejansko ne zadeva samo televizij, tradicionalnih komercialnih operaterjev, tistih, ki prejemajo donacije, ampak kogarkoli, ki dejansko prenaša naprej, omogoča ali prispeva k širjenju vsebin teh subjektov z črnega seznama. Tukaj se zdi, da je treba biti previden, ker kot praviš ti, morda je kakšen starejši gospod, ki ubogi v dobri veri vidi novico, ne? Reče, pošljem jo svojemu prijatelju, ker se mi zdi, da je to novica vredna pozornosti. In že tam si lahko v težavah, ne? Ampak jaz poznam tudi primere italijanskih proruskih kolaborantov, ki so celo ponovno objavljali na svojem YouTube kanalu video posnetke za novačenje, celo iz separatističnih republik in podobno. Donacije ali ne, je, in celo ne gre samo za objavo novice, ampak za soudeležbo pri tej stvari. Torej je zelo nejasno, celo tukaj sodnik, kaj ne. Zdi se, da se je vsa ta zgodba začela s kazensko preiskavo v Nemčiji proti 3 fizičnim osebam. Torej ne govorimo o časopisu ali nečem podobnem, ki so leta 2023 na spletni strani objavili 4 videoposnetke, ki izvirajo iz Russia Today Germany, ki med drugim, priložena je tudi priloga, itd. Dostop do spletne strani je bil brezplačen, vendar so bili uporabniki vabljeni, da podprejo dejavnost z donacijami. Mediante offerte volontarije. Vprašanje je, če so oni objavili 4 videoposnetke od 400 in vseeno vabili k podpori dejavnosti, ali so jih ljudje podprli zaradi teh 4 videoposnetkov ali zaradi ostalih 396, če tako rečemo. Kako točno lahko povežeš dejstvo, da so ljudje darovali zato, ker so bili tam, tisti 4 videoposnetki Russia Today? Tudi to, ne vem, moral bi vprašati odvetnika Catania, ampak se mi zdi malo težko to določiti. Določiti razlog, zakaj je nekdo doniral. Ali pa je preprosto prepovedano prejemati donacije, če je omenjen že samo en članek Russia Today. Torej, v tem primeru jaz ne smem sprejemati donacij. Razumete, da je to zame velik problem, ker potem vemo, kako YouTube deluje, bo odgovornost prevalil na nas, ustvarjalce vsebin. Oni bodo, ko bodo videli mene, da komentiram novico iz Russia Today, rekli, odgovornost je njegova in naj jo prevzame on. Če ga po nesreči povežeš, točno tako. Če potem še dodaš povezavo do vira, kot to vedno počnemo mi, kot to vedno počneš ti, je še slabše. Morale razloži, kaj smo zaenkrat naredili na aplikaciji, dokler ne bomo natančno razumeli dinamike. Tako je, torej mi v dvomu seveda smo že recimo sprejeli nekatere previdnostne ukrepe, zato smo se iz previdnosti odločili recimo tako, da preprečimo distribucijo vsebin, ki prihajajo iz teh virov, našim uporabnikom. Seznam, ki smo ga prej pokazali, je bil projekt Russia Today. Tako je, to črno listo smo že vključili v naše sisteme, naredili smo to na strežniški strani, tako da nam je na srečo uspelo to implementirati že v produkciji brez posodobitve aplikacije, ker bi bilo sicer noro. In zdaj avtomatsko, kdor uporablja našo aplikacijo, teh virov ne bi smeli več videti. Žal je za nas to nekaj, kar nas je malo žalostilo, v smislu, da smo
seveda ena od stvari, ki smo jih rekli tudi v preteklih dneh, bila, da mi vse vire razvrščamo, nikogar ne cenzuriramo. Na to pa ljudem damo orodja, da lahko sami ugotovijo, ali je ta vir bolj transparenten, boljši v primerjavi z drugim, ampak seveda morajo ljudje presoditi sami, zato moramo mi dati orodja in ne cenzurirati nikogar. Namesto tega, kot je prej rekel Mirko, na nek način krepimo in ponovno doživljamo prizor, ki smo ga doživeli konec lanskega leta z Rusi. Tudi zato, ker bodo ljudje vseeno šli na spletno stran, lahko to preberejo neposredno. Torej, mi celo onemogoča, da bi to razkrinkal. Ukvarjal sem. Torej, ljudje lahko grejo samo pogledat, jaz pa tega ne morem razkrinkati, ker če to naredim in dam na zaslon, dobim tole tukaj. To je norost. Ta stvar je norost. Tudi zato, ker je v tem, da vidiš, kaj pišejo ruski časopisi, kaj si govorijo, neka notranja korist. To zelo dobro veste, ta kanal se zelo pogosto opira na to, kar se govori na ruskih telegram kanalih, ruskih spletnih straneh, komentatorjih in tako dalje, da bi razumeli tudi njihov pogled na stvari, njihove kritike. Tudi zato, ker je potem zelo hitro mogoče to razširiti na katerokoli vsebino ruskega izvora. Saj kot so naredili ta seznam spletnih strani, ga lahko potem razširijo tudi na ruske telegram kanale, na ruske blogerje, na karkoli. Osebno, ker tudi sam živim od ruskega informacijskega sveta, če se to razširi celo na YouTube, je to zame, kot da bi si zabil žebelj v nogo. Da, mislim, da imaš popolnoma prav. Noro je, da so oni z namenom, ki bi lahko bil celo pozitiven, v resnici na ta način samo odvzemajo orodja pravi demokraciji. Ker ljudje, kot si ti, oziroma ljudje, kot smo mi, na svoj način, ki poskušamo ljudem dati orodja za analizo in seveda morajo imeti dostop do vseh virov, da jih lahko ocenijo, pregledajo, analizirajo. Torej na ta način zavirajo delo. Tako v resnici dajo manj orodij. Nažalost, ne vem, kako ne rečem, to so stvari, ki so nad nami, mi ne moramo storiti drugega, kot da se prilagodimo in lahko samo upaš, Mirko, da bo te ljudje na neki točki razmišljali malo tako kot ti, ne vem, kako ne rečem. Ne, tudi zato, ker si predstavljate, koliko ljudi je sploh obveščenih o tej stvari. Koliko od vas je to vedelo? Napišite v klepet, koliko od vas je to vedelo, preden sem jaz to povedal v tem prenosu v živo. Ne zato, ker je bila to neka velika odkritja, ampak v smislu, da si ustvarite predstavo o stanju. Bodo na 100.000 ljudi, ki bodo objavljali povsod v Angliji, v Franciji, v Nemčiji in tako naprej, ne vem, ali hočemo narediti 2 milijona, 3 milijone, 5 milijonov primerov, ker ni ponovno objavljeno. Nekaj iz Russia Today, morda Vreme. Se pravi, razumete, da je to problem tudi na ravni upravljanja, ker so tudi pravni izrazi izjemno ohlapni. Celo sodniki niso vedeli, ali jo lahko uporabijo za zasebne državljane, nemški sodniki. To vam povem zato, ker, fantje, če ne vidite ruskih virov, jih nismo cenzurirali, ampak smo jih zaenkrat morali odstraniti, so dobro shranjeni, tako da, ko bo stvar jasna, jih bomo spet vključili. Poleg tega smo posodobili programsko opremo, zdaj se ne motim, deluje tudi na napravah Apple, tako da jo lahko prenesete, greste na povezavo in prenesete posodobitev. Ja, Mirko, če ne najdete ruskih virov, vedite, da je razlog v tej stvari tukaj. In dokler tega ne bomo bolje razumeli, ker gre tukaj za kazenske zadeve, se moramo žal trenutno prilagoditi tej stvari tukaj. Točno tako. Če smem, še zadnja stvar, želeli smo vam pravzaprav danes povedati o funkciji glasovanja, o virih, ki jih imamo. Hvala. Hvala vsem, Mirko, to je funkcija, ki si jo je v teh mesecih zelo želel. Seveda smo naredili vse, da bi jo ustavili. In je, Mirko, če lahko delim 2 sekundi, če želiš, prav. Ja, to je bistveno, ker gre za to, da mi uporabljamo seveda svoje kriterije in tako naprej, vendar lahko tudi vi sami ocenite vir in podate predloge. Poglejte, je ovržena ker to in to, torej gre za skupno delo. Potem pa se tisto delo, ki ga vi opravite, seveda tam ne konča. To stvar se preda umetni inteligenci, ki reče razumem in si zabeleži. Zato ve, da je tista novica lažna ali da je bila ovržena in ti jo tako povem.
dodatnih virov za njeno analizo. Torej, tudi vi prispevate k tej stvari. Če želiš pokazati, kako deluje, ja. Vam jo pokažem v 2 sekundah, točno tako, točno kot je rekel Mirko, mi recimo tako, imamo seveda vse naše izjemno napredne umetno inteligentne sisteme, ki izvajajo klasifikacijo, ampak nujno potrebujemo povratne informacije uporabnikov. Tudi zato, ker nam je pomagal v fazi okrepljenega učenja umetne inteligence, kar je za nas ključna komponenta. Torej, vi v bistvu povem vam v 2 sekundah, potem pa si to v miru sami pogledate. Ko vidite nek vir, kakršenkoli, zdaj sta 2 vstopna točki, vidite, najprej je povzetek, ki vam pokaže stopnjo propagande in klasifikacijo, potem pa je še ta povezava, ki je še vedno aktivna, oceni ta vir. Tako da v bistvu tudi tukaj je zelo preprosto, lahko date svojo oceno. Poenostavili smo zadevo, ker so parametri seveda zelo zapleteni, vendar je potrebno nekaj pametnega, hitrega, kar lahko vsak uporabi v 2 sekundah oziroma še bolje v 1 sekundi. Torej, naprimer, tole spletno stran si lahko ogledam, seveda potem jo ocenim, pogledam si spletno stran, jo prevedem in tako naprej, ampak ko želim oddati svojo oceno, rečem, ne vem, zame je to vir, ne vem, AI, dovolj, konec. Pravi glas je bil oddan. Takoj povem za pametnjakoviče, ki si mislijo, da bodo kupili 1000 indicov s telefoni in jim dali glasovati za vir. Ne, o teh stvareh smo že razmišljali, zato ne boste mogli manipulirati s takšnimi stvarmi. Še zadnja stvar, preden te spustim, potem začnem z enim prenosom v živo, ki bo zelo poseben, zelo tehničen in poln podrobnosti. Housing at home. Housing Home, kot pravimo že mesece, je naravni dodatek te aplikacije, v smislu, da tukaj vidite klasifikacije, s Housing at Home pa nam boste lahko pomagali, da jih naredimo. Torej, izdelek je v resnici, jaz pravim malo iste stvari, ampak ker je stanje takšno, izdelek je v resnici že pripravljen, je še vedno v interni beta fazi, vendar ker dodajamo še druge dejavnike za klasifikacijo. In torej po AES različici, kot si prej rekel, AES različica zdaj je pripravljena 100%. Mi smo izdali ta drugi posodobitev z glasovanjem v virih, pustimo jo tam 1 teden, 10 dni, samo da vidimo, če ni kakšnih težav. Potem bomo v Italiji izdali različico za iOS in potem po nekaj tednih, 2 ali 3 tednih največ, bomo izdali Osint Housing Home. Housing at Home je izdelek, na katerem mimogrede sodelujemo tudi z Microsoft Corporation, ki nam bo dal nekaj prepoznavnosti. Zelo je bil všeč, to je fantastična ideja, ki je imel to Mirko, tisto usodno noč, skratka, kako smo jo zasnovali in zato ga želimo izdati na pravi način. Torej, potrpite malo, zagotovo bo priložnost za vse, da sodelujejo in ko bomo pripravljeni, bomo naredili prenos v živo, posebno oddajo, morda malo daljšo, kot je rekel Mirko, kjer bomo pokazali nastavitev, samodejno konfiguracijo, skratka, in vam bomo razložili točko za točko, kako deluje. Prosimo vas le za potrpežljivost, ker na tem delamo vsak dan, ampak to so, fantje, zelo težke stvari za narediti, te stvari. Mislim, obstajajo ameriška podjetja, ki so financirana z milijoni in delajo podobne stvari, in nas je 5, norimo, delamo dan in noč, hvala Bogu. Tukaj je Mirko z svojo ekipo Tank, ki tudi on daje vse od sebe. Ampak seveda potrebujemo nekaj časa, vendar smo optimistični. Hvala. Tudi s tem bomo uspeli. Uspelo nam bo. Hvala, Antonijo, kaj ne rečem, fantje, živimo v resnično zanimivih časih. Hvala tudi tebi, Mirko, hvala vsem, lep večer. Lep večer še naprej, napolnite si avto. Torej, ker ostajamo v stiku tudi glede teh stvari, ne vem, ali je ta zaostritev zakona povezana naprimer s tem, kar se dogaja tudi v Italiji, kaj ne? Mislim, da je veliko od vas prebralo o vohunih, ki so jih ujeli v Italiji, mimogrede, ne da bi hotel kaj namigovati, ampak najbolj natančen članek, ki navaja tudi imena in priimke, je tisti iz časopisa Il Fatto Quotidiano. Povem vam, skoraj vsi drugi pravijo, da so jih ujeli, koliko so stari in tako naprej. Tisti, ki so napisali bolj natančen članek, pa so iz časopisa Il Fatto Quotidiano, za kar se jim zahvaljujem. V bistvu sta bila v Rimu 2 aretirana, med njima tudi nekdanji italijanski tajni agent.
In udeleženi so tudi 4 vojaki. 4 vojaki, potem pa je spodaj seveda vse skupaj. 59-letnik, nekdanji pripadnik tajnih služb, nekdanji podčastnik karabinjerjev. Praktično so jih ujeli, ko so dobesedno prodajali naše informacije, ni znano, ali gre za orožne sisteme, recimo informacije na splošno, in seveda so hodili sem in tja. Kar zadeva rusko veleposlaništvo, zaradi tega sta bila 2 od teh, kaj pa počne drugi. Pojavili so se tudi na proruski manifestaciji v Luči, nato so jih izgnali iz države. Imeli so diplomatsko imuniteto, ruski del, ki je govoril z našimi, recimo, odpadniški vojaki. In seveda je rusko veleposlaništvo povedalo svoje provokacije in podobne stvari. Tako da ne vem, ali se ozračje na splošno zaostruje, zato so sprejeli ta zakon, ki kaznuje tiste, ki ponovno objavljajo stvari iz Russia Today, vendar Russia Today neposredno ne blokirajo. Če je to povezano tudi s tem, da nenadoma ujamejo vohune, ujamejo vojake, ki imajo stike z Rusi in tako naprej. Mislim, da so stvari precej povezane, ker čas sprejetja zakona nekoliko odraža vzdušje, ki vlada, recimo. Torej, obstaja nekakšno slabo vzdušje, ki se ustvarja. Danes večer bomo razjasnili veliko stvari glede tega, kar se dogaja na Krimu in tako naprej. In sem izkoristil priložnost, saj je veliko govoric o možnih amfibijskih akcijah strani Ukrajincev, zdaj, ko res povzročajo škodo Krimu. Izkoristim priložnost tudi, da govorim o Grinčiju, saj sem vam obljubil, da bom naredil povzetek tudi o tem, kaj se je zgodilo v Grinčiju. Za tiste, ki niso bili pozorni, je bil Grinči tisto obdobje, ko so Ukrajinci pristajali v tej majhni vasi. Onkraj Dnepra, zelo blizu Hersona, kar so mnogi pametnjakoviči opisovali kot izkrcanje v Normandiji. Odprtje nove fronte. Fronte, ki pa bo v resnici postala prizorišče pokola enot, ki so v njem sodelovale. In ne zato, ker to pravim jaz, ampak ker to potrjujejo ukrajinska pričevanja o poteku tega izkrcanja. Tukaj je primer, ki, glej ga zlomka, ko je spodletel, so se vsi kar naenkrat delali, kot da se ne spomnijo več, kaj so govorili o Grinčiju. Jaz imam recimo čisto vest, saj sem bil odločno proti. To se večkrat poudaril tudi med prenosom v živo, ker je bilo jasno, da to nenehno nihanje, ki ni vodilo do vzpostavitve oporišča, ni imelo več smisla. Po nekaj tednih je bilo jasno, da jim položaja ni uspelo stabilizirati, kaj šele napredovati. Postal je le še kronika bojev v tej vasi. To seveda služi za razmislek, ali je tista travmatična izkušnja koristila novim enotam, novim marincem in tako dalje, da so lahko razvili kaj boljšega. O ne, ta in ta, pusti to, ni bilo nobene posebne enote. Ne izmišljamo si zgodb, ker večina marincev, ki so sodelovali, sploh ni znala plavati in to pravijo neposredno oni sami. To so bili ljudje, ki so jih novačili v novih enotah mornariške pehote, torej niso bile posebne enote. Kasneje so začeli ustvarjati manjše enote, ko je bila zgodba o Grinčiju končana, so bile to majhne enote posebnih sil, ki so delovale v letih 2024 in 2025, ampak takrat so bili to novačeni ljudje. V novih enotah mornarice z zelo malo izkušnjami in mnogi sploh niso znali plavati. Ne pravim jaz, to pravijo desetine in desetine intervjujev, opravljenih z istimi ukrajinskimi vojaki, ki so v tem sodelovali. Kar bo kasneje povzročilo tudi škandal, saj je bil general, ki je poveljeval tem enotam, nato označen s strani poveljnikov Azova. Dejansko je bil nato odstranjen prav zaradi svojega ravnanja s situacijo. Zato je zanimivo videti prav, Če je bila tista lekcija vsaj zakaj koristna. Danes me nekdo vprašal, ali je res, da so zadeli skladišče streliva v Kijevu. Da, res je. Vprašal sem tudi nekaj svojih prijateljev pri OVSE, ki so v Kijevu, in so mi to potrdili. Ampak resno, sodeč po slikah.
Ni veliko zapovedati. Količina sekundarnih eksplozij je bila tako velika, da ni mogoče zanikati, da je šlo za skladišče streliva. Kaj je delalo znotraj Kijeva, zdaj pravijo, da bo preiskava in tako naprej. Vendar mimo stiki pravijo, da so ga Rusi v resnici že poskušali zadeti, ker in torej se je za to vedelo. Špekulacije, da naj bi bili v notranjosti izstrelki z uranom za nekatere tanke, osiromašeni uran in tako naprej, to je posledica dejstva, da je okoli kraja eksplozije praktično kordon vojakov in gasilcev. Zato se je temu posvečalo veliko pozornosti. Iskreno povedano, ne vem, če so bile tam municije z osiromašenim uranom. To seveda povzroča dodatne težave, ker eksplozija praktično spremeni te delce v paro, ki se potem razširijo naokoli. Če je bilo tako, vendar so izstrelki sami po sebi inertni, je jasno, da se pri sekundarni eksploziji vidijo tudi ostanki. Lahko se razume. Povsem jasno je, da je šlo za skladišče. Zdi se, da bo zdaj potekala preiskava, ker je seveda skladišče z vsem tem tukaj zelo blizu, kot lahko vidite. Civilistom ni ravno nekaj, kar bi država smela početi. Moram biti iskren in vam moram povedati, da takšno skladišče tukaj, poleg civilistov, postane legitimna tarča in posledično ogroža državljane. Zato ga ne bi smeli imeti tam. Ker ga narediš za legitimno tarčo, s tveganjem, da bodo seveda vpleteni tudi državljani. To samo za razjasnitev, se me je veliko ljudi spraševalo, ali je ta zgodba resnična ali gre za propagando. Našli boste veliko videoposnetkov, med njimi tudi enega, ki ga je posnela neka punca prav v svoji hiši. In praktično se vidi, kako drobci skoraj zadenejo okno njene hiše. Kot lahko vidite, letijo tudi rakete naokoli. Vidite, to je izbruhnilo zaradi eksplozije. Sprožilo se je zaradi toplote in veliko teh je letelo naokoli po stavbah ljudi. To samo, da bo jasno, ker so me o tem spraševali. Tukaj pravijo, da je bila to tovarna ruskih raket. Ne, ukrajinskih raket. Ne. Bil je skladišče streliva. Morda so bili notri tudi droni, rakete, strelivo za tanke, morda celo flamingi. Ne ve se točno. Ne ve se. Ampak da je bilo skladišče, je bilo skladišče. Lahko, da ga je prijavil kakšen vohun ali kaj podobnega, ampak iskreno mi moje arhivske vire pravijo, da je bil skoraj zadet že pred časom. Torej so vedeli za njegov obstoj, ni prvič, da so ga Rusi poskušali zadeti. Torej, samo da razjasnimo to stvar tukaj. Pojdimo še malo naprej. Torej, vprašanje Krima. Kot ste videli, je bil Omsk zvečer 6. prvič napaden. Prvič so Ukrajinci z različico drona FP1 uspeli preseči mejo 2000 km, celo 2500, in uspeli so zadeti eno od najpomembnejših rafinerij v Rusiji. Ena največjih med tistimi, ki prej še niso bile zadete, kar kaže na sposobnost, ki je prej ni bilo. Torej, v tem trenutku so zadeli praktično skoraj vse največje rafinerije v Rusiji. Ni ostalo veliko. Ostale so precej manjše v primerjavi s tisto v Omsku. Zanimivo je seveda razmišljanje, ki se pojavlja predvsem znotraj ruskih think tankov in ruskih vojaških blogerjev o tem vprašanju. Zakaj? Ker zdaj, ko se povečuje zmogljivost, je ena največjih. Ne spomnim se, mislim, da je primerljiva z ostalimi. Šlo je za okoli 20 milijonov, 20 do 22 milijonov kot proizvodnja. Zagotovo je med 4-5 največjimi in prav ta je manjkala ukrajinskim zmogljivostim. To so ocene vir ISPI. Januarja 2026 so Rusi proizvajali skoraj 5 milijonov sodov na dan. Julija so po ocenah padli na 2,8. Govorimo skoraj o polovici proizvodnje.
da si predstavljate, manj kot polovica. Oprosti, ja. Ne, je malo več kot, no, skoraj 3 od 4,4, torej 40 manj, nekaj takega, morda malo več. Upoštevajte, da ta nova ukrajinska zmogljivost Ukrajincem praktično omogoča, kot vidite, da brez težav dosežejo območje okoli Moskve. Potem so zadeli Omsk, seveda obstaja razlika v tem, kako so bile te rafinerije napadene. Nekatere so popolnoma izven uporabe, nekatere imajo resne poškodbe. Nekatere imajo zmanjšano proizvodnjo, opozoriti je treba, da tiste z večjo proizvodnjo, in tukaj velikost pik prikazuje tudi, kako velika je rafinerija. Tiste so povečale proizvodnjo, so vseeno zelo majhne. Torej, ni tako, da bi se povečanje tukaj izravnalo s to izgubo. Ta proizvede le delček tega, kar proizvede ta tukaj. Velikost pik ti pokaže razliko med 50 milijoni in 50 tisoč sodčki na dan, ki jih proizvede ta, v primerjavi s 350 tisoč, ki jih proizvede tista velika. To je zato, da pokažem, da ta situacija postaja vedno bolj resna. To je bila grafika z dne 26.6.2026, kjer Omsk sploh še ni bil prizadet. To je bilo zunaj ukrajinskih zmožnosti. To je od Ribarja, ruskega think tanka. Kot vidite, ukrajinska strategija, ki jo bomo zdaj podrobno analizirali, glede možnosti za Krim in tako naprej, postopoma, ko se povečuje doseg in zmogljivosti Ukrajincev, se povečuje tudi število tarč, ki jih lahko zadenejo. In to pomeni, da je ruska sposobnost pokrivanja vsega vedno manjša. Ker morajo nujno izbrati, ali pomagaš ljudem na Krimu, ali braniš na liniji stika, ali braniš Moskvo, ali pa braniš vse te rafinerije v središču. Da si predstavljate, so že skoraj prišli do Novosibirska, kar se tiče sposobnosti. Onkraj Jekaterinburga je bil tukaj Omsk. Kot vidite, ima situacija pomembnost, predvsem v povezavi z ostalim. Pojdimo na vprašanje slavnega koridorja, kjer so napadeni, torej z avtocesto Mariupol, Melitopol, Krim. Opazite, da je to število uničenih vozil potrjenih z videoposnetki. Število narašča. In to precej. To je zemljevid z vsemi geolokacijami vsega, kar je bilo zadeto, in lahko vidite, kje se Ukrajinci osredotočajo. Veliko na Krimu. Upoštevajte tudi, da je Krim izjemno ranljiv, ker so se tudi Rusi zavedali dejstva, da če ni povezan z celino, življenje tam ni bilo najboljše. Pravzaprav so zgradili most, vendar je most tudi njegova ranljivost. Odvisnost od vseh mostov, ki so na tem območju, ki je, kot vidite, polno močvirij, slanih močvirij. Mislim, oziroma so to majhni zalivi s plitvino in majhnimi prevlakami. Zaradi tega je Krim precej enostavno izolirati, saj ti ni treba zadeti veliko tarč ali glavnih cest, da ga odrežeš. Zdaj bomo videli, kako so Ukrajinci v zadnjem mesecu in pol prekinili oskrbovalne poti in napadajo same zaloge. Predvsem pa je to klasična pripravljalna operacija, torej ustvarjajo pogoje za zmanjšanje sposobnosti orkusov, da podpirajo to območje, pa tudi veliko število vojakov, ki so na Krimu. Verjetno tudi zato, da bi začeli nekaj delati na terenu, vendar ne v smislu, da bi izvedli invazijo nanj. Dovolj je že sama ideja kakšnega ukrajinskega izkrcanja, ki bi morda izoliralo kakšno manjšo rusko posadko. Na tej prevlaki zajameš kakšnega ujetnika in se vrneš nazaj. Tudi zato, ker je čas za pot tja in nazaj, tukaj z majhnimi čolni. Okoli 20 minut pol ure, na najožjih točkah je razdalja približno 5 kilometrov. Tukaj morda še manj. Da si lahko predstavljate,
Samo za občutek. Da v ruskih medijih govorijo o pomanjkanju bencina, o zadetih podpostajah, o zadetih baržah, o energetskih podpostajah itd. In poleg tega se začnejo pojavljati novice o ukrajinskih enotah, ki začenjajo izvajati upade. Ko so ljudje že dovolj zaskrbljeni in v paniki, bodo te stvari še bolj napihovali, kar bi zagotovo lahko prispevalo k temu. Obstaja tudi ena majhna stvar, ki bi jo lahko Ukrajinci izkoristili z vidika propagande, če tako rečemo. V smislu, da če kdo pogleda natančno na tisto območje, tisti majhen kos zemlje, ki se imenuje Kinbrnska kosa. Ta del spada v Mikolajevsko oblast, če se prav spomnim, prav tisti košček tam, tako da če bi oni zavzeli samo tisti košček, bi tehnično lahko rekli, da so popolnoma osvobodili Mikolajevsko oblast. Kar bi bilo sicer malo tako, ampak bi bilo zagotovo uporabno za propagandne namene. Torej, kot vidimo, se veliko stvari dogaja hkrati, vzporedno. In predvsem število stvari, ki jih zadenejo, vam dam ozadje, vse so tukaj dokumentirane. To je kampanja proti praktično celotnemu energetskemu sistemu. Lahko vidite dan in noč na Krimu, po kampanji se vidi velika razlika. Vsi videoposnetki so označeni z datumom, vsak je kompilacija dolga 3 do 4 minute. In lahko vidite desetine in desetine energetskih podpostaj, ki so bile zadete. Zanimivo je, da so Ukrajinci, potem ko so to počeli na ta način, tukaj začeli tudi spreminjati način napadanja. Da si boste lažje predstavljali, ko so začeli uničevati energetsko infrastrukturo, ceste, logistiko in tako naprej, v zadnjem zelo nedavnem obdobju, torej govorimo od 6. julija do danes, so 4 dnevi. Ukrajinci so zadeli 35 ladij v Azovskem morju. 35 ladij v Azovskem morju. To pomeni, da imajo sposobnost delovati v Azovskem morju, ne rečem skoraj nemoteno, ampak 35 ladij je bilo zadetih. Predvsem tankerje, ki so seveda prevažali bencin. Torej, najprej ustvariš krizo in potem udariš tam. Kolikor jaz vem, jih je 35 in Tizijo morda pa jih prihaja še več. Zagotovo sta tam kapitan Barmin, Sanar 3, Sedeminon, namesto tega. Bilo je zadetih 10 ladij, od katerih je 8 tankerjev. Sanar 1, Sanar 1.7 Klimena, Aleksis Avrasov, Ivan Čeremisinov, Penelope. Poleg tega še ena barka, železniški trajekt. Nato, v noči na 8. julij je bilo zadetih še 9 ladij, vključno s 5 tankerji. Vsa imena so navedena. In tako naprej. Ampak predvsem, če ljudje ne verjamejo, je to neumno. Ta seznam predvajanja gre naprej, kdor si ga želi ogledati, si ga lahko ogleda sam kasneje. Zanimivo je, da so v vseh teh primerih ladje seveda niso bile potopljene, ampak le zadete, kar je drugače, ker imajo droni vseeno določeno uničevalno sposobnost. Uporabili so tudi čolničke, seveda je to primer tega, je primer čolničkov, ki so zadeli pred nekaj dnevi. Torej, stvari postajajo zelo zanimive z vidika Ukrajincev in strategije, ki jo uporabljajo za izolacijo Krima. Ker če veš, katere protiukrepe bodo sprejeli Rusi, da bi odpravili pomanjkanje bencina po cesti, morda tvegaš malo preveč in vseeno ne pripelješ velikih količin. Zdaj napadajo vse, kar je na Azovskem morju. In sam nisem mislil, da bi v 4-5 dneh uspeli zadeti toliko ladij. To pomeni, da se je z obrambnega vidika za Ruse na tem območju, torej Kerč, Herson, Krim, Melitopol, Berdjansk, situacija morala poslabšati. Toliko bolj, ker če jim uspe upravljati toliko srednjedosežnih dronov,
da zadenejo 35, 40, nekateri pravijo 48 ladij, ampak v tem videu jih lahko zagotovo vidite eno za drugo. Obseg se povečuje se precej, prav tako načini in vrste ruskih sredstev, ki so tarča napadov, vse hkrati. To je številka 24, video se nadaljuje, traja minute in minute za tiste, ki želijo videti eno za drugo in ne verjamejo propagandi. Seveda dron ne potopi tovorne ladje. Barkice pa že bolj, barkice imajo 300-400 kg eksploziva, lahko jo tudi potopijo. Ampak zagotovo ta vrsta ukrajinske dejavnosti, še posebej, ker je skoncentrirana v zelo kratkem obdobju, praktično spreminja Azovsko morje v nekakšen lov na race. Tudi zato, ker so to počasne ladje, jih je lahko zadeti, lahko jih zadeneš večkrat. In to ustvarja velik problem, torej tisto, kar je bilo Putinovo dragulj. Ker je bila z propagandnega vidika leta 2014 Krim njegova največja osvojitev, ki jo je dosegel brez boja. Tam, treba je povedati, so delovali zelo hitro in zelo usklajeno. Zdaj pa postaja to Ahilova peta, saj je za ohranjanje Krima potreben velik logistični napor. Zelo velik strani Rusov in ta nerodna situacija. To je zagotovo nekaj, kar Rusi glasno zahtevajo, da se reši. Tudi glasovi znotraj Rusije glede situacije, v kateri se prebivalstvo na Krimu trenutno nahaja, vedno bolj naraščajo. Zato sem prepričan, da Ukrajinci uporabljajo v narekovajih pravo strategijo, hkrati pa predvidevajo tudi protiukrepe, ki jih izvajajo Rusi. Obstaja še veliko drugih seznamov predvajanja, lahko si jih ogledate, namenoma jih puščam, da tečejo. Tako lahko vsak preveri, ali je število trditev o zadetih ladjah ponarejeno. Tukaj so vsi videoposnetki, lahko si jih ogledate enega za drugim, našli jih boste tudi v virih. Torej, če se vrnemo korak nazaj, si oglejmo tudi, kaj se je zgodilo v Krinkiju. Upam, da tiste lekcije, ki je bila po mojem mnenju tudi nekoliko zlobno, namerno pozabljena, ne bomo pozabili, saj je umrlo veliko vojakov in ni prav veliko koristila. Pomagalo ji je razumeti vse napake in morda teh napak ne bodo ponovili. Mislim, da Ukrajinci v tistem času niso bili prav nič pripravljeni, niso bili dovolj izurjeni, niso imeli nobenih izkušenj na tem področju. Našel jih boš v opisu pod Giacomo, tako v komentarju kot v opisu videa, tako da si jih lahko ogledaš eno po eno. Le nekaj ukrajinskih časopisov se je ukvarjalo s tem, kar se je tam zgodilo. In izkušnje. Nikoli povedana zgodba o izkrcanju mornariške pehote na levem bregu reke Dnipro. Večina tega, kar se govori, so v bistvu pričevanja poveljnikov ali pa vojakov, ki so bili del ustreznih brigad mornariške pehote. To je bila, po mojem mnenju, ena izmed precej oglaševanih operacij, ki je nato izginila brez sledu. In nihče se ni hotel več ukvarjati s tem, in ker se nihče ni hotel več ukvarjati s tem, ker je bil pošteno povedano število izgub zelo visoko, in praktično niso dosegli ničesar. Glavne sile, ki so sodelovale v tej operaciji, so bili marinci iz 35. in 36. brigade, skupaj z drugimi različnimi, recimo, enotami. Pravzaprav tukaj, pravijo strokovnjaki, sta bili 35. in 36. brigada mornariške pehote na papirju izkušeni. Sta bili okrepljeni z ogromno novimi rekruti. Toliko, da nekateri sploh niso znali plavati, zato če so padli iz čolnov, so bili izgubljeni. Ne pravim jaz, To pravijo oni sami. Nekateri marinci pravijo, nisem znal plavati, zato me je bilo grozno strah, ko sem šel na čoln. Kdo je vodil to operacijo? Jurij Sodol. Jurij Sodol je tisti poveljnik, ki je bil kasneje odstranjen, potem ko se je Azov umešal zelo blizu sirski.
Torej, ni bil ravno odstranjen, recimo, da so mu vzeli to poveljstvo, da bi mu dali drugo, vendar nikoli ni odgovarjal za nepremišljeno vodenje tega poskusa izkrcanja. Nič več in nič manj. Pričevanja so grozljiva, ker so seveda tudi prošnje družin, mater in drugih za vrnitev posmrtnih ostankov umrlih, o katerih praktično ni več nobenih informacij. Mnogi izmed teh so se vrili v Združenem kraljestvu in so močno verjeli v operacijo, v opredelitev potencialne prelomnice, ste hladen kosimo, ker so videli vzporednico z izkrcanjem v Normandiji in tako naprej. Če bi nam uspelo zagotoviti večje oporne točke na določenih mestih in jih združiti v eno samo linijo, bi to odmaknilo pomembne sovražne sile s fronte pri Robotineju. To se je dogajalo istočasno kot ukrajinska ofenziva leta 2023 in to je bil poskus odpreti manjšo sekundarno fronto, ki bi zagotovo preusmerila sile. To pravijo različni marinci. Premikanje ruskih enot bi zahtevalo tedne, morda celo mesece, kar bi resno ogrozilo logistiko in oslabilo operacije. To bi omogočilo napredovanje proti Armjansku. In morda Lagavulina ni bilo, spodaj so bili Lagavulin 8, 12 in 16. Zanimivo je videti, ker če se spomnite, smo takrat opazili, da je bilo dano ogromno opreme za izkrcavanje. Čolni, čolnički, barže, celo mostovi. Vrste pločevinastih konstrukcij, ki jih spustijo dol, da omogočijo težkim vozilom izkrcanje na mehka tla, recimo blatna in tako naprej. Kar pa potem ni bilo nikoli več uporabljeno. Ampak Ukrajinci to še vedno imajo, Nemci so jim dali dovolj opreme, da je lahko prečkala ena brigada, hvala. Kakšen je nauk? Nadaljevali so s temi poskusi. To so zelo dolgi članki, jaz pa vam samo dajem iztočnico. Lahko vam dam nekaj vpogledov v to zgodbo, ker je skoraj v celoti osnovana na pričevanjih vojakov, kjer so nekateri ostali tudi po 10 dni ujeti na drugi strani. In pripovedujejo, da je veliko njihovih umrlo, ker ni bilo mogoče niti odpeljati ranjenih. In mnogi med njimi so bili operirani kar na kraju samem, vključno z amputacijami. Umirali so v mestu, enem mestu. Prišli so do tega, da so čakali več kot 10 dni, preden so jih lahko prepeljali. Po drugi strani pa je dejal, da je bilo nemogoče vzpostaviti oporišče na otoku. Bilo je kot močvirnato območje, polno kraterjev zaradi bombardiranj in podrtih dreves. Kopanje ni bila možnost, saj se je zemlja takoj, ko si poskušal kaj izkopati, napolnila z vodo. Zaradi tega so kraterji od bombardiranj pogosto služili kot kritje pred artilerijskim ognjem. Po besedah marincev so zatočišče pred droni včasih nudile razbitine, ki so ostale ujete v drevesih, prav tako pa je bilo zelo malo vegetacije. Dva junaka tega besedila. Eden od njiju je operater dronov. Sta prejela ukaz, da postavita položaje na otokih, da bi bila bližje Rusom. Vendar sta zavrnila izvršitev ukazov svojih poveljnikov, saj bi to pomenilo samomor. Pričevanja so srhljiva, prebral sem vse te ogromne članke, ker jih je res veliko in so zelo obsežni, z odlično podlago. 40 strani pričevanj. In to so pričevanja o vodenju teh čolnov, teh izkrcanj, ki so bila izjemno neorganizirana. Ljudi pa so skoraj poslali v pokol. Do pokola za tisto, kar je potem ostalo. Ker potem, ko je bilo jasno, po nekaj tednih, da niso sposobni vzpostaviti mostišča, ga razširiti. Tam zadrževati nekaj 10, vse ti jih dam, Fabio, lahko jih prebereš. To so vse članki, mimogrede, ukrajinski, ker v Ukrajini, veš, mogoče, za nas je ta stvar šla malo v zadje, zginila iz radarjev in tako naprej, ampak v Ukrajini je ostal velik nerešen problem. Ker je veliko teh marincev, govorimo o nekaj 100, v bistvu mrtvih,
Vodijo jih kot pogrešane in družine sploh ne vedo, ali so bili ujeti. In zato obstaja praktično cel odbor mater, ki sprašuje, kje je moj sin. V tem zelo dolgem članku je veliko objav, kjer vse ukrajinske matere, družinski člani in tako naprej pravijo, moj sin je bil vpleten v to stvar. Tukaj želim vedeti, ali je mrtev, želim vedeti, ali je bil ujet, nihče mi ne odgovarja, to je zadeva. Ostala je praktično nedokončana, ker je to res grda rana, res grda zgodba, ki se nikoli ni zaključila. Nikoli se ni hotelo razjasniti, ker je seveda to je zelo boleča opomba glede upravljanja teh izkrcanj. Povem vam, poveljnik je bil mesar Jurij Sodol, ki so ga vojaki dobesedno imeli za svinjo sovjetske šole, zato mu ni bilo prav nič mar. Zanj je bilo pomembno le, da je lahko še naprej govoril, da je zastavica na drugi strani v tistem obdobju. Tam so ga sovražili vsi njegovi možje in poveljniki. Prokopenko iz Azova, da je skoraj obtožil izdaje. In nato je bil na veliko željo praktično vseh odstranjen. Zato ne verjamem, da bodo Ukrajinci ponovili kaj takega, torej dobesedno poskušali vzpostaviti stalno mostišče. Razen, če se razmere v Ukrajini, na polotoku Herson, v Kimburnu in na Krimu niso tako zelo poslabšale. Da lahko res izkrcaš enote in začneš. In z določeno relativno gotovostjo začneš vzpostavljati mostišče. Ampak če je prisoten tudi najmanjši odpor in artilerija, to ni vrsta akcije, ki bi jo bilo pametno izvesti. Res je tudi, da nove ukrajinske enote mornariške pehote, kar vam povem na zelo sumljiv način. Zadnje geolokacije kažejo na 30. 30. korpus ukrajinskih marincevin. V Melitopolu in v Melitopolu, slišiš me kaj? Imenuje se Mihajlivka, ki je blizu Hersona. Na splošno so na tem območju 40. brigada, mornariška pehota, 39., 34. in druge enote. Tudi sami Rusi začenjajo govoriti. Torej niso samo jaz tisti, ki o tem govori, ampak so tudi sami Rusi, ki začenjajo govoriti o resnični možnosti, da bodo Ukrajinci začeli izvajati akcije. Tam, na tistem območju. Pred nekaj tedni so krožile govorice, da so Rusi deloma celo zapustili položaje na Kimbolspitu. To bi bilo to območje tukaj. Zakaj? Ker je to območje, ki praktično ne nudi kritja. Torej, če greš tja, ali moraš držati ta položaj, lahko bi uporabili tudi helikopterje, ampak jih slišiš, ko prihajajo. In še recimo ruski protiletalski sistem. Ampak predvsem, kot pravilno pravi Valerij, jih prenosni protiletalski sistemi naredijo. Lahko resnično letiš tik nad vodo in izkrcaš, ampak lahko pošlješ tako. Prvi val je šlo 10 helikopterjev, to je 120 mož. To je nizko območje, ni ravno močvirnato, je nekakšen slan teren, res zapleteno. Poglej, naredil sem vam nekaj posnetkov, da boste razumeli, kakšno je območje, da boste videli, da tudi če kdo tam pristane, razen če se ne razširiš in začneš bolj vstopati v notranjost. To res ni območje, kjer bi lahko kaj vzpostavil, da vam bo jasno. Zadnje čase so imeli Ukrajinci to z droni, kot pravi tudi sam poveljnik ukrajinskih marincev. Pripoveduje, da je bila zastava, ki je bila tam postavljena nadaljavo zaradi neke vrste preostalega PR-ja. Če pogledate, kakšno je to območje, boste ugotovili, da ni prav veliko prostora, kjer bi se lahko skrili.
Ne vem, če ste že kdaj bili na toskanski rivieri, v Marina di Bibona ali kaj podobno. Calambrone med Piso in Livornom, približno tam, je ena velika peščena plaža z veliko močvirnatih slanih območij in malo dreves. Torej, kdorkoli gre tja, tako tisti, ki mora braniti, kot tisti, ki mora tja priti, če mora izvesti izkrcanje, nima ravno kakšnega kritja. Poglejte, območje, lahko je tudi maskirovka. Bravo, Morkener. Premaknili so te enote na območje, kar vseeno povzroča določeno zaskrbljenost. Kako so to naredili, Andreja, Hano? Zastavo je odvrgel dron, prinesel jo je dron. To počnejo tudi Rusi. To je tehnika, ki se uporablja že nekaj časa. Vendar, kot vidite, je območje zelo enostavno za izkrcanje, je ravno plaža je zelo majhna in tako dalje. Problem je, da ni nobenega kritja, praktično ni ničesar. Torej, to pomeni, da če bomo videli ukrajinske operacije namenjene temu, bodo morda usmerjene v napad na majhno lokalno garnizijo, da jih ubijajo, zajamejo in tako dalje. Samo za ponazoritev. Da, prav imaš. Spomni se primera območja Beneške lagune. Samo zato, da še dodatno podžgejo paniko, ki se ustvarja na Krimu. Vendar to ne bodo izkrcanja za zadrževanje ozemlja, razen če odpor na tem območju dobesedno postane nična. Če v zraku prevlada dronov, potem obstaja možnost, da se doseže kaj več. Potrebovali bi vsaj eno vas, da bi ustvarili mostišče. Obstaja tudi nevarnost, da več moških, kot jih pripelješ na drugo stran, težje jih bo pripeljati nazaj, ker jih ne moreš vseh pripeljati v enem zamahu. Ne uporabljaj uteži, dobesedno lahko zasidraš zastavo in jo potem odpneš, lahko pa jo tudi dobesedno odneseš. Celoten drog, verjetno tudi z utežjo. Protiutež, da jo lahko postaviš pokonci. Droni se lahko premikajo na način. Ni veliko civilistov, ker je nekdo spraševal o civilistih, je to razmeroma prazno območje, ni veliko tam. Tudi Rusi, poglejte, kako so delovali. Tudi Rusi, kot vidite, ko so pripeljali enote na območje, so jih običajno prevažali z helikopterji, to je bil najhitrejši način za premikanje enot na tem območju. Tukaj torej ni ravno najboljše za operacijo, kjer želiš vzpostaviti mostišče. Torej, to pomeni, da bomo verjetno nekaj slišali, ampak namenjeno je ustvarjanju nekaj zmede. Verjetno ne gre za pravo izkrcavalno operacijo. Vidiš, da je spodaj neka vrsta baze. Dobesedno je tam ploščad, malo kot rakete Elona Muska, veš, ki pristajajo naravnost. Pripelješ jo z dronom, dobesedno jo pripelješ v stik s tlemi in jo odvržeš. To je ukrajinska zastava, ki je bila odvržena na Kimburska kosa, kar je tehnično tisti izrastek, o katerem smo govorili. Del tega je del oblasti Mikolajev, niti ne Herson. Edini del oblasti Mikolajev, ki je pod nadzorom Rusov. Ja, majhna zastava, dobra pri navpičnem pristanku. Ta košček tukaj je edini del oblasti Mikolajev, ki je še vedno tehnično v ruskih rokah. Ne vem, če je sploh kakšna prisotnost na otočki. UTRDB je cala bravo, lepo vprašanje. Prave ruske utrdbe se začnejo v bolj notranjem območju, torej predvsem na tem območju, tukaj. Na tem območju, tukaj, Rusi ohranjajo večino garnizij, da bi se odzvali na morebitne akcije v teh majhnih območjih. Mislim, imenuje se Pokrovske, Vasiljivka, Herojske. Tam ohranjajo majhen kontingent, kot lahko vidite, gre za majhno predmestje z nekaj hišami.
To je območje, ki bi ga Ukrajinci lahko hitro zavzeli. Tudi. Oprostite, imam preveč stvari odprtih, zdaj vam jo pokažem, tukaj je. Ta se imenuje Herojske. Vidite? Majhna vasica. In če bi Ukrajinci želeli praktično odrezati. Majhne ruske enote, ki so v Pokrovskeju in Vasiljivki, bi lahko izvedle takšno operacijo. izkrcati se v Herojskeju, odrezati umik tem majhnim ruskim garnizijam, ki so v Pokrovki, Pokrovskeju, Vasiljivki. Jih ubiti, zajeti in tako naprej, nato pa se vrniti nazaj. Prave ruske položaje se v resnici začnejo veliko bolj zadaj. Največji položaji so na tem območju, tukaj in seveda pred Hersonom. Tukaj je večina enot. Kot sem že rekel, je bil v zadnjem času opažen. Kaj je 30. Korpus mornariške pehote, poveljstvo v Mikolajevu in tukaj v Hersonu. Zdaj bomo uredili zemljevid. Tukaj so 40., 34., 39. brigada mornariške pehote. To niso ukrajinski mornariški pehotniki, od katerih sta bili 40. in 39. prej vključeni na drugih območjih Ukrajine. Torej ne vem, ali želijo doseči dvojni cilj, da tukaj postavijo enote, ki dajo vtis izkrcanja, medtem ko si odpočijajo. Tudi zato, ker bodo zasedene drugje, da si ustvarite predstavo. 36., 37., 30. in druge so celo udeležene v spopadih znotraj Kostjantinivke, pred Pokrovskom in na drugih območjih. So zelo nizke v tem trenutku. To je tisto območje močvirij, predvsem, ki se je ustvarilo v ovinku Dnepra pod Zaporožjem, blizu Kamjanskega. Tako zelo, da je vidno, kot se lahko vidi s satelita, če kdo približa, lahko vidi, da je postalo nekakšno peščeno močvirje z različnimi otočki. Treba razumeti, ali ima kdo to sposobnost. Ne moreš prečkati s težko opremo. Treba je tudi povedati, da se beleži na enak način. Ukrajinska dejavnost v Ilinka je neposredno nasproti Ernekodarja, kjer je jedrska elektrarna Zaporožje. Torej še ena možna akcija, ki bi jo lahko izvedli Ukrajinci. In so že poskusili. Če se spomnite, so v tej regiji večkrat poskušali z različnimi akcijami s čolni, ki so se slabo končale. Povem takoj, Ukrajinci tukaj nimajo ravno dobrih izkušenj. Kar se tiče amfibijskih akcij, so se nočni napadi z majhnimi čolni prvič v tej regiji slabo končali. Morda pa so se iz te izkušnje kaj naučili. Tisto, na kar se je prej nanašal Ticijev Kagli in tako naprej. To so bili ti videoposnetki, to so videoposnetki ukrajinskih specialnih enot, ki so že izvedle nekaj napadov. Tudi na Krimu, predvsem pa kar zadeva območje Kimburske kose. In Džuga v Hersonski oblasti. Udirajo, praktično izvajajo majhne napade, da povzročijo škodo in se nato vrnejo nazaj. Približevali so se, uporabljali so tudi drone za povzročanje škode, kot vidite, so pristali, postavili zastavo, naredili nekaj škode in odšli. Malo kot enote SAS. V drugi svetovni vojni je bila to ideja. Po mojem mnenju je to služilo tudi za preučevanje terena, za preučevanje odzivnega časa Rusov, za preizkušanje z manjšimi akcijami, kakšne so njihove zmožnosti, ker sicer nima veliko smisla kaj narediti, recimo, v večjem obsegu. To so njihovi lastni droni, ki so spremljali akcijo njihovih mož. Malo, verjetno s Kimberske kose. Če pogledamo po terenu, je bilo v resnici veliko sodelovanja, ki je bilo dolgo časa zanikano. Sem že povedal. Leta 2023 med SBS, angleškimi SAS, tudi kar zadeva razvoj dronov, površinskih, pa tudi podmorskih.
Ukrajinci, mimogrede, naj vas spomnim, da so pred kratkim tudi Ukrajinci pokazali tudi to zadevo tukaj. To je daljinsko vodeno izkrcalno vozilo, ki samo izkrcava. Majhnega robota, kot lahko vidite, prav tako nadaljavo, tudi sam ima gosenice. Oddaljeno izkrcanje, v bistvu je izkrcalni čoln daljinsko voden in tudi sama vozila se nato uporabljajo na daljavo. Čolniček na tej točki deluje skoraj kot repetitor. To je nekaj, kar bi lahko naredili, torej bi lahko simulirali, ustvarili zmedo glede območij izkrcanja, medtem ko se v resnici izkrcavajo na drugi strani. Lahko naredijo tudi kaj takega v kombinaciji za preusmeritev pozornosti in ognja. Dejstvo, da so razvili to stvar tukaj, da so nenavadna premikanja enot ukrajinske mornariške pehote, ki so pred kratkim izobesile zastavo, da je na Krimu vseeno veliko aktivnosti, daje misliti, da verjetno bomo v bližnji prihodnosti videli ukrajinske akcije v tej smeri, po mojem mnenju. Ne takšne kot v Grinkiju, ampak bolj usmerjene v hitre napade in umik. Ali pa dodatno podžidati splošno zaznano krizno situacijo glede Krima na splošno, kot sem rekel, nisem edini, ki tako misli. Ker celo ruski vojaški kanali na Telegramu in ruski blogerji začenjajo delati zemljevide, ker mislijo, da bi lahko Ukrajinci tukaj izvedli izkrcanje. Ker je seveda nekoliko težko skriti 3 ali 4 brigade, ki se premikajo. To je na primer eno. Vojaški bloger oziroma ruski think tank, kot vidite, tudi oni poročajo o prisotnosti ukrajinskih enot, ki so, glej ga zlomka, nameščene prav na tem območju. Nismo edini, ki spremljamo te stvari, tudi oni so opazili to kopičenje sil. Glej ga zlomka s poveljstvom Mykolaiv, kar daje misliti, da se nekaj pripravlja. Zato bomo spremljali situacijo in poskušali ugotoviti, kako izvedljivo in resnično je to. Jaz sem bil popolnoma iskren, ker sem vedel, da takoj, ko se bo o tem govorilo, bo spet prišla na plano tista tema, o čem. No, Krinki, obljubil sem vam, da bom o tem govoril in iskreno sem vam dal 5 ali 6 člankov na eno temo. To je 200 strani. Brez strahu, da bi me kdo ovrgel, Crink je bil katastrofa z vidika odločanja in zapravljanja ljudi. Ni dosegel ničesar in to je odprta rana, ki si jo le redki upajo ponovno odpreti. Zagotovo je to nekaj, kar bodo mnogi Ukrajinci upoštevali, če se bodo ponovno pojavile takšne operacije, saj to še vedno ostaja zelo. Zagotovo se bo ponovno pojavila primerjava s tistim. Se pravi, bodo rekli, da je to še ena Krinki, še ena operacija Krinki, ali pa bo drugače. Recimo, zanimiv del te zgodbe je dejstvo, da imamo na splošno ukrajinsko dejavnost na Azovskem morju, proti ladjam, dejavnost proti generatorjem, seveda na Krimu in tako naprej, logistični del, morda tudi ta del izkrcanja. Zagotovo bodo morali Rusi zdaj upoštevati napad na več ravneh. Kar naredi Krim ne za močno točko, ampak za šibko točko. Tudi zato, ker so fronte, ki gledajo proti Krimu, so pasivni. Torej, že 2 leti Rusi niso naredili ničesar proti Hersonu, čeprav nekateri sanjajo, da bi se kaj zgodilo proti Odesi. Tako imajo prav številne analitski centri in številni analitiki, ko pravijo, da so ukrajinski napadi spremenili Krim iz vira v šibko točko, ker je treba reševati tudi osebne težave ljudi. To je strategija, ki jo izvajajo Ukrajinci v veliko širšem, bolj strateškem smislu kot samo glede Krima.
Na terenu pa Rusi seveda še naprej pritiskajo glede ozemeljskih osvajanj in poskušajo zavzeti iste kraje. Ampak to sta dve popolnoma nepovezani kampanji, dve popolnoma različni viziji. Bodite pozorni na to. Tudi kar zadeva propagando, Ukrajinci skorajda ne govorijo veliko o terenu. Medtem ko Rusi veliko govorijo o terenu in ne govorijo o rafinerijah, o situaciji na Krimu, to pravijo sami Rusi na televiziji. Pravijo, da je vse v redu, kar zadeva vprašanje bencina, fantomske flote in tako naprej. Tako, prav si naredil, da si omenil vprašanje mobilizacije, Stefano. To je tema, o kateri se veliko govori tudi v Rusiji. Pred kratkim sem prebral, kar je iz zapora objavil Girkin, zato vam bom prebral za tiste, ki ne veste, kdo je Igor Girkin, imenovan tudi Strelkov. Strelkov je človek, ki je dejansko sprožil vojno v Donbasu s prvimi milicami, ki jih je ustvaril in pripeljal tja. To je objavil na svojem Telegramu, tako da ga lahko tam brez težav najdete. V bistvu pravi naslednje. Ker je on v zaporu, pravi, da po neuspehih v letih 2024 in 2025 glede takojšnje zmage, število ljudi, ki bi se želeli prijaviti celo iz zaporov, je praktično padlo na nič. Pravi, da praktično ni več nikogar, ki bi želel iti delati niti iz zapora, medtem ko je bilo prej veliko lažje. Predvsem leta 2024, pravi jeseni 2024, ko sem prišel v kazensko kolonijo, ljudje šli so vojno, moral si celo čakati 3 do 4 mesece, da si bil izbran. Zdaj pa pravi, da je vstop v vojsko redkost in da se stvari odločajo celo od primera do primera. Predvsem pa pravi, da v zadnjih 6 mesecih v zaporu ni videl teda. Praktično ni bilo nikogar, ki bi želel iti nazaj v bedo. Torej je v zaporu in noče iti, ni več povpraševanja. Pravzaprav pravi, zato jih ne morem obsoditi. To lahko najdete tudi neposredno na njegovem profilu. Torej je tudi v zaporih problem z novačenjem, ali so ugotovili, koliko jih je prišlo nazaj iz tistega novačenja. Ali jim je moral dati amnestijo za to, kar so storili. Ker niso videli, da bi se jih veliko vrnilo, ali pa da ni bilo veliko srečnih zgodb. Tudi novačenje iz tistih krajev je postalo problematično, zato je zelo verjetno seveda, da gre za anekdotično stvar. To je samo Girkin, ki govori o svojih osebnih izkušnjah, o tem, kar vidi v svojem zaporu, vendar ti že da vedeti, da obstajajo težave, kot sem razložil pri Ivana Greku. Vsa ta ukrajinska dejavnost glede logistike, generatorjev, Krima, proizvodnje bencina in tako naprej, ki vseeno povzroča veliko notranje krize. Za Ruse to ni toliko namenjeno ustavitvi Rusov na fronti, čeprav če zmanjšaš proizvodnjo bencina, to zagotovo povzroča težave pri vzdrževanju vojnega napora, vendar pa spodjeda tudi podporo Putinu. Ker več težav ustvariš, z droni, s pomanjkanjem bencina in podobno, toliko manj je on v položaju, da bi lahko sprejemal dodatne nepopularne odločitve. O kateri nepopularni odločitvi bomo sploh govorili? Samo to vam želim poudariti. Pred 5 dnevi se je Peskov govoril o posebni operaciji in jo označil za vojno, ter rekel, to ni več posebna operacija, to je vojna. Zakaj je to naredil? Ker se je spremenil način opisovanja stvari. Ker če govoriš o vojni, lahko tehnično uvedeš vojno stanje in izvedeš novo pravo mobilizacijo. To ni več posebna operacija uradno, kot je rekel Peskov. Ampak že ko spremeniš način, kako o tem govoriš,
Pomeni, da poskušaš občinstvo navaditi na to stvar. Če sem iskren. Ukrajinci upravljajo drone, izvajajo veliko operacij, ampak zraven so tudi Američani. Ne pravim tega samo jaz, to pravijo tudi različni analitiki, tudi ukrajinski. To je malo skrivnost, ki jo vsi poznajo, mi smo to povedali. Torej, če Ukrajinci to uspejo narediti, je to zato, ker v ozadju stoji Antropik, ki analizira poti, analizira najboljši pristop, pri tem pa upošteva tudi položaje protiletalskih sistemov in ruske premike. Tudi CIA, Centralna obveščevalna agencija, je na tak ali drugačen način dala blagoslov ukrajinski dejavnosti, ker so okrepili kampanjo ukrajinskih dronov. Pomagali so jim tudi bolje razumeti, kje udariti in tako naprej in tako naprej. Obstaja članek v New York Timesu, torej ne v Ruski pravdi ali kaj podobnega, kjer zelo podrobno opisujejo, kako Trump nekaj reče. To je. Ampak v resnici, na drugi strani, ameriška obveščevalna služba in drugi organi vseeno dajejo. In tudi ameriška podjetja, ne samo Starlink, ampak tudi Antropik in druga, zelo pomagajo Ukrajincem, da kar najbolje vodijo to kampanjo. Članek najdete v klepetu. Torej gre za združitev ukrajinskih zmogljivosti, iskanja ciljev, preučevanja terena, uporabe umetne inteligence, povezave s Starlinkom in tako dalje. Ena stvar, ki si jo mnogi zastavljajo, je, ali so Rusi sposobni ponoviti to z vidika količine dronov. In kar zadeva tehniko, absolutno da. V 3 do 6 mesecih bi lahko počeli točno to, kar počnejo Ukrajinci. Manjka jim ena stvar, manjka jim Starlink. Rusi nimajo zadostne satelitske pokritosti za usklajevanje napadov. Da si predstavljate, v zadnjem mesecu in pol so Ukrajinci samo v koridorju Zaporožje uporabili 10 do 12 tisoč dronov. Rusi tega ne morejo narediti. To lahko naredijo z antenami. Težava je v tem, da Ukrajinci vidijo antene in ti jih uničijo. Velike, visoke antene, še posebej vse na ravninskem območju, kot je koridor Zaporižja, to lahko narediš. Ampak ne morejo natančno ponoviti vrste kampanje, ki jo vodijo Ukrajinci z droni, če nimaš Starlinka in če nimaš umetne inteligence. Obstaja še ena stvar. Vse to je zelo povezano z polprevodniki, čipi, umetno inteligenco. In Rusi na tem področju sploh niso v igri, kar zadeva umetno inteligenco. Vse to je ameriška, kitajska stvar in tako naprej. Zato potrebujete naložbe. Ste videli mehurček umetne inteligence? Govorimo o trilijonih, ne o milijardah, ne o 20, 50 ali 100 milijardah. Govorimo o trilijonih vloženih v to stvar. Torej, to ni nekaj, kar lahko narediš kar tako. Zato stvar zaostajajo vsaj 5, 7, 10 let. Tako z vidika elektronike, kot z vidika umetne inteligence. Pravzaprav niso niti tekmec. Kar se tiče umetne inteligence, Kitajska pa iskreno nima posebnega interesa, da bi bila bolj vpletena, noče tvegati sekundarnih sankcij, poleg tega ni posebej naklonjena deljenju. Morda samo, da bi jo preizkusila. Testirati bi jo lahko. Poglej, kdo je tukaj. Dragi prijatelji iz otroštva, ki ste kot jaz navdušeni nad zgodbami, ki se ne odvijajo naravno, se nahaja v Iranu, vendar že 6. Ime mu je Offroad Easy. Vprašam, če lahko navežem stik s tvojimi vezmi v njegovem slogu. Poglej si to. Bom si ogledal. Reci mu, naj me kontaktira. Parabellum. En zgodovinar, ki ga poznam, ima gmail.com. Vedno sem pripravljen gostiti ljudi, ki lahko ponudijo dodatne vpoglede glede situacij. Dejansko se bomo morali ponovno posvetiti Iranu in Združenim državam, glede na to, kar se dogaja, izmenjave raket in tako naprej. torej, pusti mi, da napišem. Zagotavljam ti, da ti bom zelo hitro odgovoril. Torej, kot vidimo, Rusi ne morejo natančno ponoviti tega, kar počnejo Ukrajinci. Lahko pa ponovijo obseg. Manjka jim tisti del interneta in satelitov. To je hkrati ukrajinska prednost in Ahilova peta, v smislu, da bi se Trump lahko nekega jutra zbudil in rekel Elonu Musku, naj to odstrani. Toda dokler imajo Ukrajinci takšno podporo,
lahko zagotovo nadaljujejo. Kar se tiče dogajanja na terenu, Rusi še naprej izvajajo infiltracije v Kupiansku, vendar ni večjih sprememb. Da, tehnično se približujejo. Ponovno je opaziti rusko dejavnost na bokih Kupianska, kar je nekoliko. Praktično se ponavlja kot prej. Točke pristopa so popolnoma enake, mislim, da tokrat ne bodo poskušali, kar je prav, kar ni bilo narobe, poskusiti zavzeti zahodni del Kupianska, saj če bi padel zahodni del, bi de facto padel tudi vzhodni del. Ampak mislim, da bodo tokrat poskušali zavzeti vzhodni del počasi, na način, ne, nisem prav povedal. Ne. Veš, kaj mislim? Nisem tega po naključju rekel na Telegramu že 15 ur prej. Razumeš? Torej, verjetno bodo poskusili z počasnim pristopom. Mimogrede, v zadnjem času, povem iskreno, je izšel en intervju z enim ruskim generalom. Težava je teoretično še vedno aktualna. Težava je, da je ta intervju naredil Rus, vendar je to disident, ki živi v tujini. Obstaja tudi precej velik kanal, ne pove imena, ne pove čina, pravi, da zaradi varnostnih razlogov. Torej, človek to vzame takšno, kot je, torej z rezervo. Lahko je res, lahko ni res, težko je ugotoviti, kaj je resnica. Ni, da bi govoril stvari, mislim, da je večina stvari, ki jih pove, bolj ali manj to, kar sem povedal jaz. Zato je težko razumeti, ali je verodostojen, ker so to precej logične stvari. Mislim, na koncu Rusi vse zravnajo s tlemi, da lahko napredujejo. Če moraš za napredovanje uporabiti veliko ognjene moči, je jasno, da napreduješ počasi. Droni onemogočajo uporabo pehote. Zato moraš praktično najprej vse izravnati. Govori smiselne stvari, pošljemo jo, je dolga, zelo ne bo vzemo. Pove nekaj precej zanimivih stvari, smiselnih, nič posebej razkrivajočega in tako naprej. Praktično se ujema z tem, kar je govoril celo polkovnik načelnika generalštaba. Rusko načrtovanje leta 2022, tisto je res predvidelo vse, ampak zares. In članek je še vedno na spletni strani v eni ruski reviji. Zelo ga berejo vojaki, priporočam vam, da ga preberete. Obstaja v različnih oblikah, je tudi video, ki traja ure in ure, ker govori, obstaja pa tudi povzetek, recimo. Novinar Dimitrij Kozole je objavil intervju z moškim, ki ga je označil za aktivnega generala v ruski vojski, popolnoma anonimnega. Na internetu razpravljajo, ali se lahko sploh zaupa temu, kar on govori. Preberite si intervju, ker general pravi, da je prišlo do stagnacije, Donbas je mogoče zavzeti, če je dovolj delovne sile. Število mož v ruski vojski je večkrat večje od števila sovražnikovih dronov. Zato je treba vojsko vsak mesec novačiti vsaj 55 do 60 tisoč ljudi. To ni realno. Poročila o razmerah na fronti so pretirala. Torej, to, kar povedo Putinu, in zato je v bistvu najboljši način za napredovanje, da vse zravnajo z zemljo in tako napredujejo naprej. On pravi, da je jedrski napad fantazija, popolna mobilizacija pa sploh ni mogoča. Ampak nova mobilizacija je povsem mogoča. Na isto vas opozarjam že 6 mesecev, ker po mojem mnenju cenzura na družbenih omrežjih itd. Zdaj so začeli to imenovati vojna in ne več posebna operacija, pesino, pesko itd. Upočasnitev na skoraj vseh frontah, razen na Donbasu, po mojem mnenju zahteva dodatno mobilizacijo. Seveda tudi on govori o ujetništvu. Ukrajinska dronska kampanja, ali mu lahko zaupamo, kar pravi?
Ne vem, jaz iskreno, če mi rečejo, da je intervjuval generala, ne zaupam nič bolj generalu iz leta 2022. Tistega o načrtovanju ruskega generalštaba, ker je bil ta objavljen v ruski reviji. In iskreno, hudiča, res je napovedal vojno. Vzemite to z rezervo. Ne pove nič posebej razkrivajočega. Tukaj vam ga dam. Najdete ga tudi v prevedeni različici na X in tudi v drugih oblikah. Če želite videti originalni video, je v člankih objavljena povezava do njega, tako da ga lahko poiščete. Mislim, da je ta video tukaj. Poglejmo, če mi uspe. Da vam pošljem povezavo, vsekakor da najdete, samo da je v ruščini in morate vklopiti podnapise. Nič več in nič manj. Zagotovo je še kaj drugega, o čemer bi morali govoriti, in ena izmed teh stvari je sponzor. Seveda se bomo ukvarjali tudi z vsem ostalim, kar se dogaja na drugih delih fronte, vendar mi dovolite opraviti službene obveznosti. Torej predvidevam, da tudi vi, kot jaz, vsak dan prejemate spam e-pošto od storitev, ki se jih sploh ne spomnite, da ste jih uporabljali, ali pa se spomnite, da ste se registrirali. No, vidite, ko prejmete te nadležne klice, pogosto robotske, ki vam ponujajo tarife, promocije, energetske pogodbe in podobno. No, vi ste zmedeni. Kako ste sploh pristali na njihovem seznamu? No, vidite, vsakič, ko ste obiskali spletno stran, vnesli svoje podatke in je bila storitev brezplačna, to pomeni, da če je nekaj brezplačno, ste izdelek vi. Podarili ste jim svoje podatke. Torej, kaj naredi Inkoni? Inkoni v bistvu posreduje pri odstranitvi vaših podatkov pri posrednikih podatkov. Kakšen je cilj? Cilj je v bistvu zmanjšati količino informacij, ki ste jih pustili v obtoku na spletu. To pomaga ne le preprečiti, da bi bili vaši podatki ponovno prodani za marketinške namene, ampak tudi zmanjšati količino neželene pošte. E-pošta, nezaželeni klici. Poleg tega na ta način zmanjšate tveganje, da bi bile te informacije uporabljene tudi za zlonamerne dejavnosti, prevare, ciljno usmerjene napade. Manj podatkov na spletu namreč pomeni manjšo možnost profiliranja. Vendar pa to zmanjšuje tveganje za ciljno usmerjene napade, kot je phishing. Torej, Inkoni za razliko od drugih ne prodaja vaših podatkov. Seveda plačate malo, pravzaprav zelo malo, saj če uporabite mojo kodo, dobite 60% popust. Seveda najdete povezavo v opisu, v pripetem komentarju, v klepetu in poleg tega podpirate delovanje kanala. Ne pozabite, če vas ne najdejo, vas ne morejo motiti. In kot vedno pravim jaz, koliko cenite svoj čas? Jaz raje porabim nekaj evrov, da se znebim teh klicev, tako da me med delom nihče ne moti. Torej, prejdimo na preostale situacije na terenu, saj so seveda najpomembnejše tiste, ki se nanašajo na območje. Med Limanom, Siverskom, Kostentinivko, vsi govorijo, ali je Kostentinivka padla ali ni padla, vedno je ta igra dokazovanja. Iskreno povedano se mi zdi to utrujajoče. Zakaj reči, da je padla? Tehnično gledano je po mojem mnenju padla že pred mesecem dni, morda celo pred več kot mesecem, saj je v veliki meri pod ruskim nadzorom. In ko smo to videli, je morda edini primer, ko smo videli Ukrajince preobrniti situacijo na terenu, Kupijansk. Ampak ne zato, ker so jo preobrnili. Zakaj? Pravzaprav so Rusi in vsi njihovi podporniki menili, da je bila zavzeta, ko pa v resnici ruski nadzor nad Kupijanskom nikoli ni obstajal. Nikoli ga ni bilo. Torej, ni tako, da bi Ukrajinci preobrnili situacijo in ponovno zavzeli Kupijansk. In Rusi ga nikoli niso imeli pod nadzorom, čeprav so potem dali medaljo generalu in tako naprej. Torej, ni bilo veliko za preobrniti, vedno je ostala sporna. Seveda so pripeljali dodatne sile, prispevali so svoj delež, vendar nikoli ni bila v takšni situaciji, kot je na primer v Kostentinivki, kjer je potrjeno, da so nekatera območja trdno pod ruskim nadzorom.
To je razlika, ki je bila v primerjavi s Kupianskom. Tako so te stvari pogosto tudi posledica ustreznih propagand. Na območju med Siverskom in Slovjanskom opažamo, da Rusi še naprej počasi pridobivajo ozemlje in se infiltrirajo vse bliže. Pri Mikolajevki in v zadnjem času tudi pri Prisnokivki. Seveda gre za infiltracije. Infiltracije so v zadnjem letu in pol ali dveh postale ogromne, ker je število pehote, ki jo uporabljata obe strani, vedno manjše. In zato se lahko majhne patrulje infiltrirajo. Pogosto tudi z namenom kaskaderskih podvigov ali odnosov z javnostjo, kjer pošlješ dva vojaka, da postavita zastavo in pokažeta, da si tukaj. To počnejo tako Rusi kot Ukrajinci, čeprav to večinoma počnejo oni. To počnejo veliko Rusi, še posebej potem, ko je Putin imel tisti briefing z zemljevidom, kjer mi nekdo reče, si preveč natančen, kaj pa je 20 kilometrov? Počakaj, 20 kilometrov več nadzorovanega ozemlja, pomnoženo z 1000 kilometri fronte. V času, ko govorimo o 600 kvadratnih kilometrih na mesec, 100 kvadratnih kilometrih na mesec. No, če je to dovolj. 20 kilometrov krat 1000. Ne. V igrici, ki jo sam igraš, o tem, koliko kilometrov si tisti mesec osvojil, no, če dovoliš, to precej šteje, precej šteje. Mislim, celo paradoks. Pomislite, imamo ljudi, ki so navdušeni, delajo cele prenose v živo, ker je bila zavzeta. Lipivivka, Rajo Aleksandrijevka ali kaj podobnega. Potem pa ne opazijo, da je uradni zemljevid Kremlja premaknjen za 20 kilometrov. Torej, fantje, 20 kilometrov naprej pomeni lagati. Medtem ko bi morali biti v Siversku, smo dejansko za Slovjanskom in to je tista harmonika, da bi razumeli. Se pravi, povemo stvari pošteno, 20 kilometrov šteje. Šteje pri tem kako? Včasih tudi na povsem nesmiselnih mestih. Kakorkoli, če razmišljamo o tem, imamo neizogibno krčenje ukrajinskih enot, ker se fronta zmanjšuje. Tako bo več branilcev na kvadratni kilometer in hkrati tudi več napadalcev. Zakaj se bodo ruske fronte zaprle na tem območju? Ukrajinci imajo majhno prednost, ker so poleg tega, da so pripravili zapleten sistem linij, ki ga ni mogoče napasti, ker je listje že zraslo, ampak res ne vem, od kod jim ideja, da listje v Ukrajini ozeleni šele zdaj, ljudje, saj je julij. Tudi v Ukrajini listi poženejo že spomladi, si predstavljaš? Tudi v Ukrajini listje ozeleni že spomladi. In Ukrajinci, ki so seveda neumni, nimajo vrst dreves pred obrambnimi linijami. Ne, pustili so jih tam tako, ustvarili so kill zone, nič več in nič manj. Ker zmajevi zobje, jarki, bodeča žica, minirana polja, predvsem pa so počistili. Saj 500 metrov do 1 kilometer pred temi linijami, s čimer so v bistvu ustvarili kill zone za drone. Samo slediti je treba stvarem, ampak listje nas bo vse skupaj zafrknilo, kaj ne? Ukrajinci niso pomislili na listje. Zdaj bodo Rusi z uporabo listja naredili veliko ofenzivo. To so stvari, ki se govorijo. Listje, fantje, niso pomislili na listje. Listje. Torej, ker je listje, Rusi napredujejo. Uporabljajo drevorede, ker, prosim lepo, vsi uporabljajo drevorede ob robu polj in tako dalje, da napredujejo. Ampak ne, teh stvari tukaj ne moreš uporabiti, tukaj spredaj. Torej, ne moremo uporabiti argumenta o listju in drevoredih, ko govorimo o obrambi ukrajinskega utrjenega pasu. To lahko uporabiš, ko govorimo o poljih, bolj odprtih območjih, bolj podeželskih območjih. Takrat ja, neizogibno. Ker so območja Ukrajine pogosto razdeljena na te kvadrate polj,
Tam se taktični premiki izvajajo z izkoriščanjem drevoredov, kot se pogosto uporabljajo tudi za približevanje majhnim mestom. Piccole città. Ampak kar se tiče večjih utrjenih linij sredi praznine, ne, tam nimajo popolnoma nobenega pomena. Ker me to sprašujejo, se ljudje potem ne razumejo, na koga se nanašam, in bodo rekli tudi pokaži drugim. Ampak govorimo o tem. Tisti malo odpora, ki je še ostal, in potem, takoj, ko je to dopuščalo lepše vreme, zdaj pa mimogrede drevesa spet začenjajo zeleneti in zato omogočajo tudi izvajanje operacij na skrivaj pred droni, saj je za skrivanje pred droni bolje imeti precej gosto vegetacijo. Torej moramo pričakovati, da bodo od zdaj do jeseni Rusi poskušali prebiti utrdbe, ampak najprej. Predvsem pa je bila ta linija 3 popolnoma očiščena, torej nobenih parov, z novo stopnjo utrdb, ki so bile zasnovane posebej za vojno, ki jo zdaj spremljamo. Vidim veliko listja, kjer se lahko skrijejo. Vidim prav, da bo listje zagotovo uporabljeno za prečkanje teh utrjenih območij. Opazite listje kot glavni element za premagovanje teh obrambnih linij. Seveda to pove prav v videu, najprej drevored, ki je bil popolnoma očiščen. Popolnoma so ga očistili. Ampak predvsem, zdaj, ko so prišli ven listi, torej video, ki ga je posnel, je iz julija. Ne vem, kdo je to napisal, zakaj tega ni napisal Travaglio, tisto stvar, ja, je rekel. Ampak tudi po logiki bi moral kdo reči, glej, čudno, da pridejo listi ven julija, kale? Tako. Ne. Tako lahko naredimo veliko razliko med spopadi, ki potekajo na določenih območjih, kot je Zaporožje in podobno, v primerjavi s približevanjem proti Kramatorsku in Slovjansku, kar je drugače. Toda te razlike se delajo tudi glede Kostantinivke. V smislu, eno so urbani spopadi v Kostantinivki, drugo pa je, recimo, ko bodo Rusi prišli na Boke pri Kostantinivki. Tam, ja, polno je drevoredov, ki jih je mogoče uporabiti za približevanje, to so smeri približevanja. Ampak mi poveš, za katerim listem se želiš tukaj skriti v Kostantinivki? Ja, prosim, v osrednjem delu je tudi majhen park, ampak no, ne zdi se mi bistvo, res se mi ne zdi. Kdo za vraga bi osnoval analizo o ruskih možnostih zavzema Kramatorska in Slovjanska in zdaj še o listju? Ne vem, morda je to nenamerni humor, teh stvari jaz ne razumem. O listju, prav. Kakorkoli, če preidemo na resne stvari, Rusi so še naprej pridobivali ozemlje znotraj Kostantinivke in stabilizirali nekatere predele. Za tiste, ki imajo radi igro, če je Kostantinivka padla, ne, tehnično ni padla, območje velja za padlo, kot drugi, torej Rusi, kar zadeva Ukrajince, nadzorujejo območje, ki ustreza urbanemu območju Kostantinivke. Torej, teoretično, če res želimo igrati te igrice, dokler je vsaj en Ukrajinec na teh dveh ulicah znotraj urbanega območja, je mesto tehnično še vedno sporno. Ko bomo imeli geolokacije Rusov, ki napredujejo onkraj Kostantinivke, proti Osikovem, proti Oleksijevu Druživki in tako dalje, bomo lahko mesto razglasili za padlo. Torej, bo mesto padlo? Da. Mesto bo padlo. Kar bi morali poslati sile, da bi skušali rešiti že zelo ogrožen položaj. Je padla? Ne. To so neumnosti. Ni niti ene same geolokacije ruskih enot, niti v Osikovem. Čeprav je že prišlo do nekaj infiltracij posameznih patrulj na tem območju, majhni osamljeni primeri.
Torej, če že kdo rad govori o tej zgodbi, tej pravljici, Konstantinivka da, Konstantinivka ne. Počasi propada, počasi se erodira in se počasi širi. Tako območje nadzora, kot območje spora, kot območje globljih upadov. A trenutno so Ukrajinci in obstaja tudi več videoposnetkov ukrajinskih enot, ki so geolocirane na teh območjih, prav zato, da pokažejo, glejte, še vedno smo tam. Ostaja. Torej, po mojem mnenju bo Konstantinivka najverjetneje končala podobno kot tista scena s Toreckom, se spomnite, kaj ne? Tista scena v Torecku, kjer so Rusi rekli, da so ga zavzeli, potem so se Ukrajinci spet pojavili notri, Rusi so rekli, da so ga ponovno zavzeli, potem so se Ukrajinci spet pojavili notri. To je koristno, predvsem za Ukrajince. Prvič, da ovržejo te preuranjene napovedi, zaradi katerih se vojaški blogerji pogosto razjezijo, in drugič, da pridobijo čas in še naprej utrjujejo zaledna območja. Če pa kdo res še vedno želi razpravljati o tem, ali je padla ali ni padla, tehnično vedeno še ni padla. Še vedno je dobrih 20–30% območja trdno v ukrajinskih rokah. Seveda so spopadi že na zadnjih močeh, ampak vedno se lahko igra na to, da se ga recimo na rekovajih ohranja aktivnega, tako da se še naprej pošilja majhne skupine. Ker je število pehote, ki jo Rusi uporabljajo na tem območju, res da večje od ukrajinske, vendar še vedno niti približno ni uporabno. Uporabno za nadzor nad vsem, kar se tiče mesta. Tako je, zelo enostavno tudi za Ukrajince, da jih vržejo ven in se na to vrnejo z majhnimi skupinami, ter še naprej to spodbijajo, samo zato, da povzročajo težave in pridobivajo čas. Zato se ne bi toliko osredotočal na to, ali je mesto padlo točno tisti dan ali bo padlo čez en teden. Poglejmo splošni trend bojev. In tako lahko razumemo ter določimo, kako se bodo verjetno nadaljevali. Ne verjamem, da bo prišlo do obrata v situaciji v Konstantinivki. Naslednja bitka bo potekala proti Oleksijevodu Rozivki. Obstaja tudi ta zgodba, da če pade Konstantinivka, se zdi, kot da se Rusi praktično teleportirajo v Kramatorsk in Slovjansk. Bitka za Konstantinivko traja aktivno že leto in pol. Približno na frontni črti že okoli 3 leta pri Konstantinivki. Še vedno sta Oleksijevo Družkivka in Družkivka. Kramatorsk, Slovjansk, ki sta 6-krat večja od Bahmuta. In seveda bolj kot bodo Ukrajinci potisnjeni na eno območje, več branilcev bo na tem območju. In ker so to urbana območja, ki so izjemno blizu ena drugi, ni veliko možnosti, da bi uporabili kritje ali alternative za razbitje tega oreha, razen da se z njim soočijo iz oči v oči. Torej, če mislite, da je bila ta vojna za Ruse draga, Da so zavzeli Bahmut, ki naj bi, kot sem slišal, odprl 700-kilometrske koridorje, hvala. Kijev. Ne vem, verjetno čez Dneper. Ampak v resnici je to območje tukaj eno najtežjih za zavzeti, ker je vseeno eno najbolj urbaniziranih območij, z največ urbanimi povezavami, kar branilcem omogoča, da izvajajo vztrajno, osredotočeno in pripravljeno obrambo, veliko bolj, kot sta bili pripravljeni Bahmut ali Konstantinivka. Torej, pošteno povedano, razen če se jutri Putin ne zbudi, ne razkrije in ne pošlje 500 000 mož, kar bi resnično lahko spremenilo situacijo. Na tej majhni fronti mislim, da bomo mirno spremljali boj za Konstantinivko skozi celo poletje. V najboljšem primeru bodo Rusi do konca leta ali prihodnje pomladi na pragu Oleksijevo Druživke. Torej, kolikokrat je bil uradni datum zavzetja Donbasa ali datum, ko bi ga morali zavzeti, prestavljen? 15-krat.
Potem reče, ne, ni res, da so Rusi natančno razglasili svoje namene, svoje časovnice. Zadnji rok so postavili na 15. november, pokličite me, če so 15. novembra zavzeli celoten Donbas. Ali lahko normalen človek pomisli, tudi če ni strokovnjak, analitik in tako naprej? Se vam od zdaj do 15. novembra zdi normalno misliti, da bodo Rusi zavzeli celoten Donbas? Torej, Kramatorsk, Slovjansk, Druživka, če hočeš Druživka, Liman in celo naprej, ker se oblast razteza tudi onkraj Kramatorska, Kramatorsk, Slovjansk. Glede na potek stvari v teh 4 letih in pol bo zelo verjetno najprej. Hvala temu in onemu, najverjetneje Elon Musk prej prispel na Mars. In morda mi bo čez 2 leti kdo naredil meme, da to sploh ni bila šala. Morda bo čez 2 leti Elon Musk začel program za Mars, pa še vedno ne bodo pri Kramatorsku in Slovjansku. Približno taki so časovni okviri v tej vojni. Pravzaprav so droni vse tako upočasnili, da se celo Rusi zavedajo, da so človeški stroški za zavzemanje ozemlja previsoki. Tako da ni veliko zapovedati glede sprememb na ozemlju. Boj se nadaljuje na istem kilometru pri Konstantinivki in tako bo tudi naprej. Še kar nekaj časa bo tako, še 5 minut in zaključim, ker seveda obstajajo tudi druga območja, ki se v zadnjih 6 mesecih niso veliko spremenila. Če pogledamo situacijo po Pokrovsku in povsod drugje, smo več ali manj tam. Poglejte zemljevid. Pokrovsk-Rodinsk. V zadnjem letu smo šli iz Pokrovska, ki je tukaj, do Hriščine, ki je tukaj. Govorimo o 5 kilometrih. Tukaj zavzamejo 5 kilometrov, tam pri Novopavlivki izgubijo 18. Dejansko, če pogledamo stanje na koncu z vidika kilometrov, pa po mojem mnenju, kot sem rekel že nekajkrat v prejšnjih prenosih v živo, je vredno razmisliti. V kvadratnih kilometrih pridobljenih ali izgubljenih nima veliko smisla. Ker jaz lahko zavzamem 10 kilometrov pol, ti pa zavzameš 10 kvadratnih kilometrov mesta. In večjo vrednost ima 10 kvadratnih kilometrov mesta. Problem je, da tisti ne zavzamejo 10 kilometrov. Pa tudi 20 ne. Ker če pogledamo potek, opazimo, koliko so dejavniki, kot so zima, Starlink, cenzura interneta, prevlada ukrajinskih dronov, Palantir in podobno vplivali na vojno. Do januarja 2026. Približno je bila dejavnost ruskih ofenziv v skladu z splošno dejavnostjo drugih let. Potem nenadoma. Februar celo. Iskreno povem, ta -37 ni ravno -37, kot sem rekel. Veliko jih je to označilo na zemljevidih, vključno z ukrajinskimi zemljevidi. Morda zato, ker jim je tako ustrezalo. Območja, ki jih Rusi v resnici niso imeli pod nadzorom, so Ukrajinci ponovno zavzeli. Potem pa, kako lahko nekdo ponovno zavzame območje, ki ga drugi sploh ni imel pod nadzorom? Tudi to je pravi PR čudež. Tisti je lagal, da ima območje pod nadzorom, ti ga zavzameš, a on ga v resnici sploh ni imel pod nadzorom. Ampak, recimo, da tisti mesec zagotovo niso skoraj ničesar zavzeli, v drugih mesecih pa je bilo malo stvari. Lahko najdete tudi druge zemljevide, ki prikazujejo te grafe. Približno smo tam, kilometer več, kilometer manj, ni 90, ampak okoli 120, ta mesec se malo spremeni, približno je isto. Rusi se zelo osredotočajo na Konstantinivko, kjer je teren zelo drag, 100 metrov za 100 metrov. Ukrajinci pa poskušajo pridobiti nekaj ozemlja v bližini Kamjanska in Pavlivke. Tako da tudi ta igra s kvadratnimi kilometri, po mojem mnenju, nima več smisla. Odkar vsaj mi, in mislim, da smo za zdaj edini, jaz spremljam kakih 40-50 ljudi, ki delajo analize. Nihče se ni lotil ocenjevanja terena, glede na vrednost terena. Torej, so ceste, so logistični elementi, teren je dvignjen, je kritje. Teren urbano.
v primerjavi s preprosto kvadratnimi kilometri na splošno, ker po mojem mnenju nimajo pravega občutka za stvar. Ker če igraš na to, super. Rusi zavzamejo Kostiantinivko ali Kramatorsk, ki sta 30 kvadratnih kilometrov ali kolikor pač sta. Rusi jih zavzamejo. In Ukrajinci zavzamejo 100 kvadratnih kilometrov pol severno od Sumija. In to bi morali oceniti kot ukrajinsko zmago, če zavzamejo 100 kvadratnih kilometrov pol, medtem ko izgubijo Kramatorsk, nihče tega ne bi storil. Zato je treba govor o kvadratnih kilometrih postaviti v kontekst. Torej, gospodje, vse vire boste našli v opisu. Najlepša hvala, da ste me spremljali. Jaz grem zdaj gledati tekmo Španija-Portugalska, ker jo želim videti, in jutri želim gledati Norveško in tako dalje. Kaj naj vam rečem, pazite na listje, še posebej julija. No, lahko noč.